Katja, kam se odpravljaš? Vsak udeleženec, ki se odloči za veslanje s kanujem, so mu dana naslednja navodila in pravila. Sem ful hitro brala. Pravilna uporaba kanuja in vesla, to nam bo on razložil. Dovoljena relacija, do katere se lahko vesla po navodilih inštruktorja, obvezna uporaba rešilnega jopčica, prepovedano stati v kanuju. Jaz sem pa ful hotela stati celo pot. Prepovedano zapuščati kanu druge kot na splavo, prepovedano je onesnaževati Ljubljansko nabrežje in reko Ljubljanico. To pa da vam je jasno, to se pa ne dela. V glavnem, če se pravili navodil ne upošteva raziskovalno športno društvo Biosfera ne odgovarja za neposlušnost udeleženca in s podpisom izjavljate, da uporabljate čolne na lastno odgovornost. Če te vržemo v vodo, ne boš mogla tožiti koga tle. Raziskovalno društvo Biosfera. In zdaj bomo mi dve se tle podpisali in pol greva gor. Ok? Alright. Mi dve se strinjava z vsem, kar je tle napisano. Z lastno odgovornost je tudi. Ja, valjda. Mislim, upam, da ti ne okucnala kamera v vodo, Maja. To ne bi bilo dobro. Ok, Biosfera. Kaj je to? To je športno raziskovalno društvo, ki se ukvarja predvsem s športnimi aktivnostmi in z ugotavljanjem oziroma z raziskavo, kako vplivajo te športne aktivnosti na počutje človeka, fizično in psihično počutje človeka. In vi organizirate tudi te vožnje s kanujmi? Tako, v bistvu, mi smo tukaj v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in Zavodom za turizem pač organiziramo vsako leto oziroma zdaj že tretje leto te brezplačne kanuje, ki jih lahko vsak uporablja. To je the best. Koliko je pa to obiskano? Precej. Mislim, tako na višku sezone je skozi gužva, no. Sicer je pa res, da takrat, kadar je ful vroče, je bolj malo ljudi, ne. Ampak načeloma je pa zelo dober obisk, no. Koliko je pa kanuje, sorry, Maja? Ni problema. Koliko imate kanujev, pa koliko se jih naenkrat gre v vodo? Imeli smo do nedavnega 10 kanujev, ampak je med ta zadnjo ujmo nam enega utrgali, tako da zdaj imamo 9. Ja. Pa pride kakšen profesionalni veslač? Pa pridejo vse sorte ljudi, od takih, ki so čisto neizkušeni, pa jim je to prva izkušnja sploh z veslanjem, do takih, ki so res, ne vem, 10 let trenirali, pa si vzamejo tukaj malo relax in pa tako, malo rekreacije. Koliko ti znaš? Nič. Ne, zdaj bomo se oblekli, po moje, da rabijo rešilni jopič. Uno smer, se pravi proti špici, do kamer prijeta, lahko tudi naprej še, samo ne v grubere prekop zavijati. Zakaj pa ne? Zato, ker pa tudi tam malo zaporenca, pa še to gre tam tja dol, veš, to ti ni glih najbolj varno, no. Okay. V to smer pa do Zmajskega mosta. Isti razlog, naprej se pa začne zaporenca, ima močnejši tok in za neizkušene že ni več 100% varno. A kakšni so pa kaj nasveti, da se ne bo prekucnale v vodo? Predvsem ne ustajati, pa ne težišča dajati čez rob čolna. Se pravi, vsaj v teoriji je tako, da če ne ostaneta, nimata šanse se zvrniti. Je pa res, da se da tudi zvrniti se, če bota se obe dve tako, lej to ribico, tle dol in pol, ko gre ta spol teže čez, se tudi da zvrniti, ampak že to je dosti, če navta ostale, navta padle not. 100 roke gor. Tako res? Ja, prav res, ja. The best, tako da če se prekucnem. Koliko si fletna? Ja, da se ti štut, veš. Boš biosferična. Tako je. Biosferična. Jaz sem že. Ti si že, Še Maja. Zdaj imaš pa 4 roke gor. Gor, tako? Ole. Se počutim kot pingvin. Sej boš, če boš v vodo padla. Lepo. Ok. Ole, smo. Ja. A bomo? Itak, da bomo. Hvala. Čakaj, sam enega bomo dali še takole za rezervo noter. Primava veslo takole na vrh, čim nižji in pol ob čovnu pač takole veslaš. Za začetek bo kar takole. Če se redi. Pa ja, sej pravim, tako kot sem vama prej rekel, malčkam se moraš uskladiti, mečkam moraš videti, kdo ima močnej zamak, ful je zakon, res. Pridite večkrat takole, ko imate bolj stresno službo. Sej bomo. Odlično. Hoče še danes. Zdaj, če vas je dosti za tega Dragon Boata, se da tudi tukaj kaj zmeniti, ne? Kdaj pa ste tukaj? Do 15. septembra. To je še full cajta. Full cajta. Zdaj pa bomo en kolektivni izlet naredili zvest. Ej, komod, lej, s temi Pa to je Dragon Boati, odlično. ne? Tako da, recimo, je to za 20 folka za veslata, ne? Ja. In ful ga piči to, pa tako malo ta timski duh v bistvu tudi pol trenira zraven, pa tako. The best.
Zakaj mi pribijamo v steno non-stop? Pa zato, ker se še nismo čisto uskladili, oziroma zato, ker je gospodična od zadnji ful premočna zame in jaz prešvoh veslam. Tako da na uni strani, ko ona vesla, v kontrasmer zavijamo, ker je pač močnejša. Ne? Tako simpel je to. Čist simpel je to. Pa zdaj v bistvu proti toku gremo, tako da. Meni je ful fajn v zrak gledati. Recimo ful roke bolele, ki se zdaj duvam. Nič hudega, ti kar. Sem bom prišla še enkrat, da se malo razbolijo. Lej, vsak dan lahko pridete, brez panike. Mislim, imamo tudi en folk, ki pride tako, ki ima popoldne šihte, pa pride, ne vem, tako, kadar imamo vikendi, prazniki, mi v 11. začnemo, ne. In pridejo že tako izjutri, kao pred šihtom, malo poveslati, da se malo sprostijo, ali pa tudi kakšni po šihtu hodijo. Kaj prav vidiš, ko gre tako mimo v 4 iz službe, pa v 5 že nazaj, tako ves pripravljen, pa gre pol za 1 urco veslati, čist good volje, pridejo nazaj, tako nič več pod stresom, pa tako ful pozitivno deluje tole. Tudi turisti, recimo, so pa najbolj turisti presenečeni, ker jim ni pol kaja, jim ni jasen, ne. Ker recimo v čisto nobenem evropskem glavnem mestu nimaš ti nič kaj takega zastonj, ne. A veš, če tam, kjer imaš, kao recimo podobno sceno zastonj, te pač 5 metrov preden prideš nazaj, te slikajo, pa ti porinajo sliko v roke, pa hočejo 5 evrov, ne. Tako da smo, ja, tako da smo ene parim turistom prav mogli razložiti, da ni takih for, da čist nič ne bo, da tudi unga dokumenta, ki ga pustijo tam, da je to samo tako pač za varnost, pa da vemo, kdo je, če slučajno ga ni nazaj. In da ne bomo nič mu ponarejali dokumente tam pa tako. Ti, kaj pa prinesejo, pride vedno pravočasno nazaj, ali zamujajo? Ne. Kaj pa narediš, ko zamudiš? Mislim pač tako, zdaj, veš kaj je fora, če ni gužve, ne, sploh ni panike za zamudo, veš. Mi to dostikrat recimo, če kdo prej izraz željo, pa pravi, kaj pa če 1 urca premalo, živo? Kao, kaj če 1 urca premalo, pa to ne. Pač jim damo telefonsko številko, od tistega, ki pač na splavu dela, in on mora pol čez 55 minut poklicati in pač mu mi povemo, ne, če ni gužve, če imam tam še 3 kanuje, valjda nam zahtevajo, da ga nazaj pripelje, ker se je point tega projekta je, da folk vesla, ne. A veš, zdaj pa, če pa gužva, pa valjda se vsi držimo ure, da je fair play, da vsi pridejo na vrsto, ne.